Tako. No, bom še enkrat začela. Živjo, moje ime je Rebeka, na Tehnološkem parku vodim oddelek za zdravje. Med drugim sem pa zelo aktivna na iskanju priložnosti, kar se tiče različnih razpisov, ki so namenjena za raziskovalne inštitucije ali pa za podjetja, startup in tako naprej. In zdajle smo v zadnjih 2 tednih opazili, da se pa spet na področju XR-ja, da se je nekaj že odprlo, nekaj še pa prihaja, pa bi vam zdaj to rada malo predstavila. Sama klinika je nastala v okviru projekta DigiSea. DigiSea je projekt namenjen digitalizaciji slovenskih podjetij. Mi smo Torej, namen projekta je, da v 3 letih več kot 30 podjetjem pomagamo po digitalni transformaciji. To delamo na strateških področjih proizvodnje, kmetijstva, zdravstva pa turizma. Predstavljamo in pomagamo pri implementaciji različnih tehnologij, kot je umetna inteligenca, visoko zmogljivo računalništvo, kibernetska varnost, IoT in tudi AR, VR, pa robotike in pa blockchain. V našem konzorciju smo Tehnološki park Ljubljana, Univerza v Mariboru, Inštitut Jožefa Štefana, ter potem še DIG Slovenija, Arctur kot tehnološki partner, pa DIG Agrifood iz Prekmurja. Imam še enkrat narisane naše. Zdaj v okviru projekta imamo različne storitve, ki jih ponujamo našim podjetjem, in danes se bomo pač posvetili pomoči pri iskanju financ. Zato so pa pripravljene posebne klinike financiranja EU projektov, znotraj katerega so tudi ti, ki smo jih zdaj, ki jih bomo zdajle predstavili. Čisto na kratko, mogoče samo, zdaj, kakor sem na hitro malo pogledala, kdo se je prijavil, vas kar ene par že poznam iz prejšnjih, pa mislim, da so vam že kar poznani evropski projekti. Čisto za vsak slučaj, če pa kdo čisto na novo ali pa že malo pozabil, kako ta sistem deluje, bom pa samo razložila, ker danes se bomo ukvarjali pravzaprav na enem majhnem delčku razpisov, ki so na voljo prav za manjša podjetja, ne pa toliko na te velike raziskovalne razpisne bloke, kot so v okviru Horizon Europe pa Digital Europe shemi. Tako da mi radi predstavljamo ena posebnost evropskih razpisov so tako imenovani kaskadni projekti oziroma FSTP projekti, torej Financial Support to Third Parties, ki so v okviru Horizona prijavljeni znotraj različnih konzorcijev, ki so ponavadi kakšni inštituti, tehnološki parki, univerze in tako naprej. Oni pa potem prijavijo neko tematiko, znotraj katerega kasneje objavijo manjše razpise, ali 1, 2, 3, to pač odvisno, koliko so si oni zamislili. In znotraj tega morajo pač 75% financ nameniti pravzaprav manjšim podjetjem, da potem ali razvijajo kakšne svoje tehnologije, pripravijo eksperiment, prototipirajo, pilotirajo, pač čisto odvisno od posameznih idej, kako so si zamislili. To je bilo, mislim, 7 let nazaj ta sistem je bil vzpostavljen v prejšnji finančni strategiji, s tem namenom, da tudi manjša podjetja lahko sploh pridejo do nekih evropskih sredstev, pa so bila primarno zmeraj namenjena za neke večje raziskovalne centre in tako naprej. Tudi Tehnološki park mi večkrat prijavimo z našim partnerstvom, z našimi tujimi partnerji, kaj podobnega, zdajle glih enega zaključujemo, ko smo ga 3 leta peljali, to je bil UrbanTech. So pa vedno znova in žal jih ne moremo, ni nikjer enega enotnega prostora, kjer bi imel vse te informacije na enem mestu, žal, ful si želimo, pa ne gre. Tako da jaz skozi majčkeno brskamo, iščemo, kaj pač obstaja, dostikrat mi kakšni kolegi iz drugih tehnoloških parkov pošljejo svoje informacije, zato vam ne morem reči, v naslednjem pol leta ali pa v naslednjem letu jih bo 5 takih. Včasih, tako je zdajle bilo, jih v enem tednu najdem naenkrat, ker jih ne promovirajo naprej. Ponavadi jih začnejo promovirati takrat, ko imajo strani
Evrope že vse požegnane podpise in potem odprejo open call za 1 mesec ali pa 2. Ne povejo mi pa 3 mesece vnaprej, da bi vedela, marca pride ta, avgusta pride ta. Tako da mi te naše finančne klinike pol pripravljamo na vsake kvatre, tako na 1,5 leta, da vam čim več takih priložnosti sploh lahko prikažemo. Se pa nekako kar držijo tega, da so ponavadi spomladi ali pa do junija še, čez poletje jih ni, pa pol se spet septembra, oktobra spet kakšni novi pojavijo. Tako da bomo najverjetneje imeli spet september, oktober spet še kakšno finančno kliniko, da vam predstavimo, kaj pa takrat aktualnega. Ti razpisi so ponavadi manjših vrednosti, tam med 10.000 evrov pa do 200, zdaj sem že videla tudi, da so že do 250.000 evrov. Večkrat so namenjeni samo, različno so namenjeni ali prijavi enega podjetja ali pa konzorcija, 2 podjetja z univerzo in tako naprej. To pa pač pol moramo vedno pregledati posamezno prijavo, kakšne so zahteve. Kaj je prednost za podjetja pri teh kaskadnih razpisih je, da je olajšano poročanje. Podjetje ne rabi poročati direkt Evropski komisiji, ampak poroča konzorciju, zato pa pač je precej manj birokracije, preverjanja in še vedno mora vse pač seveda ustrezati evropskim smernicam. Bom pa rekla, da glede na to, na projekte, ki jih moramo mi izvajati, pa mi poročati, je pri teh kaskadnih precej olajšano vse skupaj. Večinoma se zdaj tudi vse skupaj prestavlja v tako imenovane lump sum razpise, kjer pač ti dobiš kvoto, torej, če je predviden lump sum za 100.000 evrov, se dobi 100.000 evrov, ne rabiš prav do centa poročati, zakaj si kakšno zadevo porabil, mora pa vseeno biti vse, kar si v prijavnici predvidel, opravljeno. No, če pa zadeva ne bi bila opravljena, se lahko zgodi, da ti grejo, da se Evropska komisija najavi na pregled, revizijo in preveri, zakaj je bil denar, ki ste ga pač dobili, prijavili najprej, pa pol dobili, seveda tudi porabljen. So pa to v večini primerov vedno nepovratna sredstva. Če so slučajno kakšne drugačne obveze zraven, to izpostavimo, ampak to danes so vsa izključno nepovratna sredstva, no. Tukaj sta 2 povezavi, ki jih priporočamo za občasno preverjanje, kaj se dogaja v Evropi na bazi razpisov pa že opravljenih projektov. Prvi je Funding and Tenders portal, kjer se boste mogli tudi, če se še niste, se boste mogli prijaviti, zato ker za potrebe prijave na razpis potrebujete tako imenovano PIC številko, PIC, Partner Information Code, code, ja, kjer se pač vsaka privatna, torej vsako podjetje in organizacija se lahko na portalu prijavi svojo davčno številko, identificira torej z bilanco preteklega leta in tako dobite to PIC številko, ki je neke vrste tudi tako nedavčna. Ne uporablja se pač, uporablja se za vodenje statistik pa preverjanje eligibility primerov na samih razpisih. Cordis je pa ena taka knjižnica za pretekle projekte in trenutne projekte, ki jo pa priporočam, sploh zdaj, če vam bo kateri od teh razpisov ful všeč, pa se boste hoteli prijaviti, dajte v Cordis malo pogledati, če je že kaj podobnega bilo, a ne. Ali pa da že vsaj vidite, kakšno je trenutno stanje glede razvoja na XR področju, zato da se da vidite, da ne ponavljate nekaj, kar je bilo že 3-krat, 4-krat razvito, ko boste zelo verjetno dobili slabšo oceno, a ne, pri sami prijavnici. Tako da mi ga tudi za naše projekte redno preverjamo, kakšno je stanje, da imamo pol kasneje ob ocenjevanju dejansko višji ta innovation score z našo prijavnico, ja. To bom malo preskočila. Pardon, sem mislila, da sem jih malo zmanjšala že svoje slide.
Zdaj gremo kar direkt na naše aktualne XR razpise. Prvi takšen je XR for ED, for Education, ki je namenjen za podporo startupom, malim srednjim podjetjem pa industrijskim akterjem in izobraževalnim organizacijam. Osredotoča se na razvoj in spodbujanje inovativnih izobraževalnih rešitev, pač kakor je že v samem imenu, pa že zdaj dvakrat izpostavljeno, je zelo education-based razpis. Ključni element programa pa je tržna validacija, torej ne samo neko razvijanje, ne samo raziskava in razvoj, ampak dejansko potrditev na samem trgu, torej z vključevanjem končnih uporabnikov, kot so šole, univerze, učitelji, študenti, starši oziroma kdorkoli je vaš pač target. Tukaj sta pravzaprav zdajle odprta dva razpisa. Torej znotraj enega krovnega projekta imamo dva manjša razpisa, ki se delita, en je za razvijalce, drugi pa za pilote. Oba dva sta odprta zdajle od 1. maja pa do 3. julija, tako da časa za samo pripravo je še kar dosti. Lahko se odločite za enega ali pa za drugega, odvisno pač od tega, kaj že razvijate, ki imate kakšno idejo, že mogoče ste na neki vmesni fazi samega razvoja. Zdaj ta Open Call for Developers cilja bolj za sam razvoj novih rešitev in dodatnih komponent, medtem ko piloting part je pa dejansko bolj za testiranje, nekaj, kar ste že razvili, vključevanje v demonstracijo z univerzami v izobraževalnem okolju, samo potrditev in predvideva neke različne iteracije testiranja, torej razvite rešitve. Kdo se lahko prijavlja? Torej za razpis za razvijalce se lahko prijavljate sami, torej samo eno podjetje ali pa v konzorciju, da so startupi, pa kakšni SME, ali pa neko srednje veliko podjetje, medtem ko za pilote je pa pogoj konzorcij, tam se ne morete sami, tam je res nujno, da se povezujete še s kakšno drugo organizacijo. Tukaj zelo v ospredje priporočajo seveda neprofitne organizacije ali pa izobraževalne ustanove, kot so šole, gimnazije, univerze, ki pač te svoje XR, ki bi te XR vsebine dejansko tudi pol implementirali kasneje v svojih izobraževalnih sistemih. Je pa pogoj, da pri obeh dveh je pogoj, da je torej prijavnik vodilni SME ali startup. Tako da mislim, da kakor sem videla, ste to pravzaprav vsi, ki ste danes tukaj, ali ste startup ali pa ste že neko mikropodjetje, malo podjetje, odvisno od leta nastanka, ne. Pogoj je, da se lahko prijavite samo na en razpis. Ne morete biti, ne vem, vodilni na enem, pa partner v drugem, pač se morate odločiti samo za enega. Tako da to je pač pogoj, ja. Tule nisem še povedala, za oba dva razpisa sta trenutno odprtih 10 mest. Torej, 10, pri obeh dveh bojo podprli 10 projektov, torej 20 skupin, ne. Tako da kar dobra možnost, bi rekla, da za uspešnost, ne bojo samo 2, 3. Upravičene so vse države, znotraj Evropske unije seveda, pa tudi posamezne povezane z državami članice in pa tudi države, ki so na splošno povezane s programom Horizon Europe, to so tudi še Švica, mislim, so tudi neke afriške države, seveda Srbija in tako naprej, lahko pač preverite. Zdaj ni nikjer eksplicitno napisano, sem šla čez celo prijavnico, ni eksplicitno napisano, da rabite partnerje iz tujine. Ampak glede na naše izkušnje in koliko vem, zakaj Evropa tovrstne projekte pač prijavlja, je zelo dobro imeti mednarodno sodelovanje, a ne, tako da, pa tudi če je Slovenija, Hrvaška samo, ali pa Slovenija, Avstrija. Dajte si poiskati partnerja v tujini, ker bo takoj drugače tretirana sama prijavnica. Če rabite kakšno pomoč, smo tukaj tudi mi na voljo, sploh Aleš, vem, da je, mislim, da Aleša Pevca našega poznate, on
je zelo aktivno vključen v samo XR skupnostjo in dejansko zna pomagati pri iskanju kakšnih v šol, drugih izobraževalnih inštitucij v tujini. Tako da tukaj predlagam, da se pol kasneje, ali že, mislim, da se nam tudi kasneje malo pridruži, ali pa se pa slišimo po mailu, telefonu in tako naprej. Pomembno je samo to, da Združeno kraljestvo trenutno ni upravičeno do sodelovanja, zato ker so šele z januarjem dobili potrditev za sodelovanje v Horizon projektih. Kako izgleda financiranje? Predlogi vaših projektov lahko dobijo do 230.000 evrov. V to vrednost je treba vključiti zdaj vse, torej stroške vseh partnerjev, torej 230.000 je najvišja vrednost celotnega projekta, ne budžet za posameznega partnerja. In treba je to tudi vključiti že 25% neposrednih stroškov. Torej, vi imate vedno, tisti, ki ste bolj frišni pri prijavi evropskih razpisov, morate definirati, kakšni so stroški osebja, kakšni so stroški predvidenih potovanj. Sploh pri pilotih bo tega po mojem malo več, če gre za mednarodno potovanje, to pomeni, da vi greste nekam tujino za določen čas, boste tam testirali in se te stroške izračunate. In pol dodate še 25% add-on, ki se ne poroča. V to spadajo vsi neposredni stroški administracije, najema, parkingi, tako bom rekla, vsi neki administrativni stroški, ki jih pač eno podjetje ima za obratovanje. Smo preverili in stroški opreme niso dovoljeni, tako da edino v pilotnih projektih se lahko vključi strošek amortizacije samo za čas trajanja projekta, ki pa je v tem primeru lahko do 12 mesecev. Predvidene izplačila bodo v 3 tranšah. 40% se bo dobilo že ob podpisu pogodbe, torej mesec 1, 40% na vmesnem poročanju, 6. mesec, pa potem 20% ob zaključku projekta. Tako je razdeljeno zaradi zagotavljanja skladnosti razvoja z samimi cilji razpisa. Ponavadi tovrstna poročanja vmes niso toliko zahtevna, morate pa vseeno pokazati, da ste nekaj naredili, da so KPI-ji doseženi, da so vključeni ta pravi partnerji, ter da sledite tistemu, kar ste pač predpostavili. Če pride do odstopanja, je nujno, da to javite vmes med samim razvojem, torej če že 4. mesec vidite, da boste rabili spreminjati svoj prvotni plan zaradi sprememb na trgu ali pa, ne vem, izpada enega partnerja, je to treba samo čim prej sporočiti temu glavnemu konzorciju, ki vas je odobril, zato da oni primerno odreagirajo. Boljše takoj vmes, kot pa da se počaka vmes na poročanje, pa pol za nazaj, tam smo mogli pa spreminjati, ker vam pa ti znajo pol kaj odštevati pri samem financiranju. Torej, ne da boste mogli vračati, da boste pa dobili dejansko denarja, tako da vam lahko pol tudi znižajo tekom izvajanja projekta pol financiranje. Če ne bo šlo v skladu s tem, kar ste pač predvidevali. Posebnosti, ki smo jih opazili v tem razpisu, je, da mora biti sama prijavnica dana na F6S platformi. Rok za oddajo je 3. julij do 5. popoldan. Torej na sam razpis ima predvidene tematska področja, kot so virtualni izleti, ustvarjanje in raziskovanje vsebin, ozaveščanje o podnebnih spremembah in izzivih biotske pestrosti, usposabljanje mladih strokovnjakov in izpopolnjevanje, učenje na daljavo in hibridno učenje ter dostopnost in vključenost. Opazili smo, da so definirali pri ocenjevanju, da bosta do 2 do 3 projekti na posamezno tematiko izbrani. In ob prijavi, da bo ob primeru, da se bo za
Za isti izziv, da bosta imela dva enako število točk, bodo izbirali glede na pestrost pokritih držav. Torej, če bojo, zdaj dala primer, če se bojo 4 slovenska podjetja prijavila vsa z prvi challenge, torej virtualni izleti, in bodo vse 4 imeli, in od tega bo eden bo imel višjo cifro, bo takoj že noter prišel, potem bodo pa naslednje 3 imeli pa enako število točk, pa da bo zraven vas še nekdo iz Avstrije pa Italije, rečemo, konzorcij avstrijsko-italijanski, bojo pač gledali, ker je že Slovenija že pokrita s prvim, bojo v tem primeru avstrijsko-italijanska naveza višje tretirana zaradi pestrosti pokritih držav. Pač hoče čim več jih ujeti v ta, rekla, paket 20 projektov, da jih ne bo teh 20 6 iz Slovenije, pa 8 iz Francije, pa pol en posameznik pa iz ostalih držav samo po eno, si pa želijo, da bo ful bolj mešano v Evropi, no. To pa, torej projekt mora biti minimalno na fazi TRL 4 in po projektu bi mogli zaključiti tam nekje na TRL 6-7. To je to. Pol vam bomo delili vse te povezave za posamezne projekte, pa boste z lahkoto pol doma še vse pogledali. Jaz bi še izpostavila malo prijavnico. Torej, prijave se zbirajo sicer na tej F6S platformi, ampak na platformi se vpišejo v glavnem podatki o vas, o vašem konzorciju, bolj tehnični podatki, tehnični, administrativni podatki, medtem ko pol sam projekt pa morate oddati v PDF-ju. Tukaj vam bom dala direkt povezavo do Word prijavnice. Zelo jasno je napisano, kaj morate v katerem segmentu pač izpostaviti. Napisano je, kakšne pisave morajo biti, razmaki, predvidene so tudi količina strani, dajte se tega držati. Sam tehnični del predvideva do 10 strani, ne pošilja 12, ne. Dajmo se pač držati, bolj ko boste se držali njihovih navodil, rajši vas bo imeli in boljše pike boste dobili. So zelo dobro tudi definirali, kaj je potrebno v samem segmentu predstaviti. Na primer, v prvem segmentu inovacij se gre, morate povezati vašo idejo z samim XR4Ed projektom, preberite si njihovo spletno stran, kaj oni naslavljajo skozi ta projekt in se direkt navezujte na, ne vem, naš predlog tega pa tega je v skladu s prvotnim ciljem, ki ga XR4Ed želi doseči, zato smo izbrali partnerstvo iz tega pa tega, da se dopolnjujemo in na ta način. Dobro definirajte izziv, ki ga pa želite razrešiti, in potem je glede na to, ali je prvi razpis, torej ali se prijavljate znotraj razpisa za razvojnike ali se prijavljate pa za razpise znotraj pilotov, se morate pač odgovoriti še za te dve različni vprašanji. Torej v prvem delu je bolj, zakaj je zadeva inovativna in bolj kakšno prednost bo imel pol na novo razvita rešitev, medtem ko ta drugi se gleda pa še bolj ta razširjanje po svetu, torej držav, regijsko, po Evropi ali celo širše, a ne, dejansko scaling, koliko velik je scaling pa ta tržni potencial. Okej, dvojko, trojko tule nisem izpostavljala, ker sta taka klasična, sem pa mislila predstaviti še štirko, ker smo pa zdajle parkrat, ko smo pomagali podjetjem pri njihovih prijavnicah, opazili, da se zdaj zelo vsi radi poslužujemo ChatGPT pomoči pri samem pisanju, ampak chat nam lahko zelo hitro posplošuje. Zelo, zelo preproste stavke piše. In za ta način, zaradi tega
se pol tudi zgubljajo točke, ker je plehka prijavnica, a ne. Sem jaz tukaj napisala, da bodite specifični, konkretni, zelo jasno določiti vloge partnerjev in njihova znanja. Torej, dodajte svoj input noter, konkretizirajte, zakaj ste najboljši in zakaj točno, če imate kakršnekoli številke, odzive iz trga, zakaj tovrstni projekt bo naletel na neka zeleno luč v tej izobraževalni ustanovi in širše, a ne. Če ste že kdaj prej delali z njimi, izpostavite, ali pa če ste podoben projekt že kje testirali, pa ste videli, da se kaj rabi spremeniti, zato jaz temu rečem žmoht, ni ta prava beseda, ne, ampak tako, ko dobivaš te, ker se jih bo prijavilo, ne vem, sklepam, da vsaj 60 prijav ziher bo, če jih 20 bojo odobrili, odvisno, koliko dober marketing bojo delali, seveda, ampak opažamo, ker tudi mi dobivamo tovrstne prijavnice za ocenjevanje, a ne, da se pač glih zaradi tega, ker dajo vsi v ChatGPT in pol samo na hitro še to potem kakšno besedo spremenijo, je vedno en in isti slog in smo se ga že vsi malo naveličali. Že takoj vidimo in imamo kar takoj neki tak odpor, ti se pa niso kaj dosti potrudili, a ne. Tako da jaz izpostavljam, da je ful dobro, da se chat uporablja za mogoče ideje, za izpostav, kadar si kakšno stvar že pozabil, nisi dovolj dobro izpostavil, ampak nujno rabite pa pol svoje znanje noter dobro inkorporirati pa jasno pokazati, ne samo eno floskulo za drugo, ker se, no, ja, mislim, da vsi vemo, da chat zelo rad vse ful grandiozno napiše in uporablja ogromno superlativov, no, in to pol kar tako bode v oči. Pa pazite tudi na samo razporeditev stroškov, če bo se, torej na voljo je kar veliko denarja, ampak mora tudi to biti dejansko upravičeno, a ne, torej za 230 000 € mora biti jasno, za kaj bo porabljeno, ne more biti pol če bo iz prijavnice razvidno, da se za predlog za predstavljen projekt rabi samo programerja za 2-3 mesece, a prijavljen je pa za 12 mesecev. To so pa neki taki tržni znanja, ki jih imajo, ki jih neka držite se tistega, ja, ker dejansko kakršno je trenutno stanje na trgu in po podobnem razvoju, ker ocenjevali bojo mešana ekipa ocenjevalcev, ne samo predstavniki iz inštitutov, tudi samo tehnološko relevantnost ocenjevali, zraven so vključeni tudi investitorji pa malo večji poznavalci samega trga, no. To. To je pa zdaj že drugo. Torej, imam mogoče že zdajle vprašanje za tale razpis, če ne grem še pa naprej na naslednje. Torej, 2 razpisa, piloti eno za razvoj, drugi bolj za pilotiranje, pri obeh je do 10 projektov, torej 20 skupaj, lahko se prijavljate na prvem sami, že takoj predlagamo boljši konzorcij, ker bo močnejše, pri drugem bo je nujno konzorcij, pa priporočamo mednarodno sodelovanje, a ne. Naj se pa lahko še pol naprej, ko premo do konca, pa se še pol oglasite, če bi imeli kakšno vprašanje. Naslednji razpis je v okviru programa Master. Ta je mogoče majčkeno bolj industrijsko vezan, kakor smo videli, in ima malo krajši rok oddaje, ker smo ga še pred kratkim videli, da je odprt, in sicer je prijavnica, torej rok za oddajo projekta je 31. maj, torej dobra 2 tedna. Same specifike so dosti podobne, kar se dolžine, količine prijavnice tiče, tudi, no, finance so tukaj malo manjše, bomo to tudi zdajle še vse skupaj predstavili. Je pa prav tako namenjena, ja, torej SME-jem, malim in srednjim podjetjem, večjim podjetjem, univerzam in izobraževalnim organizacijam znotraj področja XR-ja, pa prijavnim
prijavljeni, morajo biti znotraj držav Evropske unije. V okviru razpisa se dobi finančna podpora do 150.000 evrov, pa tehnična in poslovna. Tukaj oni ponujajo pol kasneje tudi različna mentoriranja. Predvidevamo, da bo še kakšne dodatne izobraževanja, webinarji, na katere se boste mogli prijaviti. No, tukaj ne znam reči, mogli ali lahko, to je zmeraj odvisno od kasneje same izvedbe. Mi smo imeli projekte, na katerih smo zahtevali 80% sodelovanje samih startupov na vseh naših izobraževanjih, tako da pač, če smo jih 10 izobraževanj pripravili, so jih vsaj 8 mogli obiskati. Lahko pač malo premislite, ali vam to prav pride ali ne. Drugače pa kaj je posebnost tega razpisa, torej koga iščejo, sem že predstavila. Posebnost so pa izzivi, ki jih želijo nasloviti, in sicer so to izzivi varnost in ergonomija na delovnem mestu, intuitivno programiranje robotov, uporabniku prijazne metode interakcije človek-robot. In najprej bom se tega lotila, pa še pol. Znotraj teh 3 segmentov so izbrali 12 target challengev, ki so jih tudi v tem povezavi, ki vam jih bom pol delila, bolj podrobno predstavili. Ne bom šla zdaj v detajle za posamezno, ker jih je malo veliko, ampak samo toliko, da malo približno vidimo, kakšni so ti challenge. Torej, integrating machine learning methods to XR tools towards accurate layout planning and validation, XR-based environment for ergonomics training methods to evaluate and best practices suggestions, real-time visualization of safety-related information in XR environment to increase operator safety awareness. Če bi še sploh, a vam vsega preberem, ali ste po mojem kar sami malo prebrali, niso zdaj nekaj posebnega. Morate samo pač enega izbrati in se pol znotraj njega navezati za svojo idejo, ki boste pač razvijali. Kar je pa posebnost tega razpisa, je pa dejstvo, da oni predvidevajo, da se delala se bo, torej projekt, ki se bo izvajal, se bo mogel vključiti na platformo, ta Masters platformo. Cilj je, da torej v trenutni fazi se bo bolj gledalo same eksperimente in naslavljanje teh technical challenges, ki smo jih prej predstavili. Vključeni bojo na njihovo spletno platformo. Smo preverili, oni si ne bojo lastili nobenega IP-ja, kar se tiče pripravljenih projektov, ampak morajo pa biti vključeni na platformo, tako da veste, da bo se mogli do neke mere predstavljati bo mogli biti na voljo na njihovi platformi. In ker želijo narediti eno tako knjižnico, nabor raznoraznih XR izobraževanj. Ta razpis se bo potem še enkrat ponovil in ta drug open call se bo pa še dejansko, se bo pa bolj navezoval na izzive, ki jih imajo pri samem izobraževanju. Torej, tukaj so bolj tehnični izzivi v ospredju, tam bojo pa izobraževalni izzivi. In kolikor smo prebrali, se dejansko se boste lahko prijavljali na enega ali drugega ter enega in drugega. Zaradi tega, ker v skupnem seštevku bo omejeno, da je znotraj master programa lahko dobite največ 300.000 evrov. Tako da, če se tukaj 100 pa še pol 100, se dejansko lahko dvakrat prijavite v različnih vlogah, istih ali kakorkoli. Tako. Spet ponovno lahko se prijavljate samostojno ali pa v konzorciju.
To imam pole. Nujno mora biti vodilno spet podjetje, ne more biti ne more biti vodilna univerza ali pa izobraževalna ustanova, lahko je pa zraven kot partner. Še priporočamo ga, ker bolj dosežete višje, boljše točke, kar se tiče samega sodelovanja. Prijavnica je do 31. maja do 5. popoldan. Kar je posebnost je, če ste sami, torej če se prijavlja samo eno podjetje, se lahko dobi do 100.000 evrov na samo prijavo, medtem ko če ste vsaj dva upravičenca, se lahko dobi do 150.000 evrov na samo prijavo. Ponovno je, omejeno je financiranje glede na velikost. Startupi, SME imate 100% financiranje, če pa sodelujete z nekim večjim podjetjem, neko industrijo, oni pa lahko dobijo do 50% financiranja, ne. Tako da lahko oni, torej, morajo prikazati stroškov 100.000 evrov, ampak bojo samo 50.000 evrov dejansko lahko upravičevali znotraj tega razpisa. Kar je zakaj se ta velika podjetja, spraševali smo me startupi, zakaj bi pa pol velika podjetja se sploh želela pač udeležiti, glede na to, da ne dobijo 100% financiranja, če razvijate nekaj, kar bo njim dejansko koristilo. In če oni vsaj 50% teh stroškov dejansko lahko pokrijejo, si zmanjšajo riziko in je pač zelo koristen projekt. Tudi glede na stanje na trgu bi rekla, glede na stanje prijav, ki smo jih dobivali v preteklih letih, pa kar vidimo, kam se nagiba Evropa. Če imate vi za sabo neko veliko podjetje, industrijsko podjetje, ki bo podprlo idejo, ki bo samo še dodatno potrdil tržni potencial. Tako da, če že mogoče sodelujete s kom, že imate kakšen pilot, v neki idejni fazi, bi ful priporočali tale razpis, ker bo ful višjo veljavo pač prineslo eno tako sodelovanje, sploh če ste že kdaj prej kaj razvijali skupaj. Spet sama finančna pomoč bo razdeljena v 3 obrokih, najprej torej 30-40, podobno, kakor sem prej rekla, vmes bojo midterm review, torej mesec 6, in v katerem boste mogli pač pokazati, v katero smer greste. In kar je pa razlika od prejšnjega razpisa, pa da master pravzaprav že predvideva, da se bojo kakšni projekti na midtermu zaključili. Če ne bo šlo v smer, v katerem bi se oni strinjali, oziroma ne bi dosegli rezultate, kakršne so si oni želeli, se zna ta projekt pol tudi v mesecu 6 zaključiti. To je sicer nekaj bolj novega, ker nisem še imela nobenega takega projekta, ki bi toliko očitno navedel, da se lahko torej mesec 6 tudi zaključi. Si predstavljam, da ali so že šli čez kakšno podobno zadevo, pa so se hoteli res varovalko dati. Tako da to ne sme zdaj biti neki strah in trepet, ampak je pa smiselno malo, torej če bo vaš projekt odobren, da ste skozi v kontaktu z glavnim partnerjem od tega master projekta, samo zato, da ste na pravih tirnicah, kamor si oni pač želijo iti, zato da boste pol tudi do konca izčrpali celoten paket denarja, ne. Predviden začetek projektov, torej prijava zdajle do konca maja, evalvacije in rezultati do konca julija. Torej v avgustu bi se načeloma že začeli podpisovanje pogodb, avgust, september, in potem od oktobra naprej bi se sami projekti izvajali. Niso 12 mesecev, tile so samo 9-mesečni projekti. Torej prva dva, ki smo jih predstavili, je enoletno, tale samo 9 mesecev. Kakšne so še tukaj posebnosti? Da se lahko
To sem že prej omenila, ja, da v skupnem seštevku lahko dobite do 300.000 evrov. To predvideno, ker je Open Call 1 zdaj, pa bo še Open Call 2, torej da bi se lahko tudi prijavili na obeh dveh. Ne za isti projekt, ampak v različnih partnerstvih ali pa v različnih, torej nadaljevanje projekta, ne more biti pa čisto identičen projekt, no. Razlika, posebnost je tudi njih stagi oziroma postopek postopek projekta, kakšnega že oni predvidijo, je torej, da v stage 1 je sam razvoj, v stage 2 je integracija in v stage 3 še tehnična validacija z ključnimi uporabniki. To so si oni tudi zamislili v sami prijavnici, tako da sem dala na drugo stran. Oni že predvidevajo, da ta milestone, torej integracijo na MasterXR platformo opravite do meseca 7. Torej vse, kar so te predvideni milestone, torej mejniki vašega projekta, ki so ga že oni predvideli, se jih morate pač držati. Torej sam projekt mora do 5. meseca nekako potekati razvoj, do 7. meseca potem sama integracija in torej do 9. meseca potrditev razvite rešitve. Potem je še pa en razpis, ta pa trenutno še ni odprt, in nismo dobili, smo jim pisali zdajle parkrat, sem upala, imela do danes že informacijo, kdaj točno se odpre. Lani je bil jeseni, tako da lahko, da bo letos isto, vam pa raje že kar zdaj povemo, da lahko tudi že začnete brainstormati za kakšne ideje. In sicer je razpis XR to Learn. V prejšnji, torej v prvi rundi so imeli malo večji fokus na samem razvoju, medtem ko zdaj Open Call 2 bo pa bolj namenjen za pilotiranje v pač real life settingih. Tako da lahko že zdaj čez poletje dobro razmislite, kaj bi lahko pač v okviru tega razvijali, se že povežete s kakšnimi partnerji, izkoristite teh par mesecev, ko smo zdaj izpostavljamo, da to pride, glede za to, da ko bo končno, ko bo točen datum za oddajo prijav najavljen, vam bomo javili, si bom jaz opomnik dala, da pač kar na seznam vseh danes prijavljenih vam pošljem samo opomnik, ne vem, prišel je ven razpis XR to Learn za pilote, prijavite se lahko do takrat. In to je to. Je namenjen zelo podobno kot prej, za SME-je pa izobraževalne organizacije. Tule je še posebej izpostavljen tudi zasebni in javni subjekti. Pa na voljo bo od 150 do 300.000 evrov za same vaše projekte. Kar je pa razlika od prejšnjega, je pa, da tukaj tudi precej večji poudarek na razvoj poslovnega načrta in podpore pri pripravah na investicije. Tukaj gre za bolj razvoj enega produkta, ki se bo tržil sam po sebi, ker se mi zdi pri prejšnji je mogoče bolj one time deal, neka izobraževanje v XR okolju, ki je samo en delček nečesa, medtem ko tukaj gre za konkretno nadgradnjo skalabilnega produkta. Morate pa uporabljati, torej ne morate uporabljati, pripravili bojo pa tudi raznovrstne dogodke za povezovanje, povezovanje z izobraževalnim sektorjem, pa na voljo vam bo tehnološko usposabljanje in podpora tehnologij, ter pomoč pri odprtih standardih, kot sta OpenXR pa WebXR. To je to. To so bili ti trije razpisi, jaz imam naprej še, kar se tiče pisanja projektnih prijav, ampak to mislim, da danes ne bomo rabili iti skozi, pa me zanima, ima kdo zdajle kakšno vprašanje? Gremo za kakšno prijavnico pogledati, še posebej, mislim, da Aleša še ni. Lahko dam stop recording zdaj pravzaprav.